Živjo! Pri košnji si rad pomagam z iPhonom in z GPS-om sledim, kje vse sem že bil. Za vas sem pa pripravil še par podobnih iPhone trikov. Živjo! Z baterijo so zmeraj težave. Boljši kot je telefon, bolj se ga uporablja in baterija se hitreje izprazni. Če ste v časovni stiski, lahko svoj iPhone napolnite v skoraj polovičnem času, če preklopite na letalski način delovanja. To pa zato, ker v tem načinu telefon odklopi Wi-Fi, telefonsko povezavo in Bluetooth. Za slabovidne, mnogo nas je takih, ki nadaleč prav odlično vidimo in zato ne nosimo očal, zatakne pa se ob branju črkic na telefonu. V nastavitvah pod General Accessibility Zoom si vklopimo povečevanje ekrana s trojnim dotikom. Navodila so tam. Za lažji dostop do najbolj priljubljenih aplikacij lahko v dok potegnemo celo mapo. Vanjo pa lahko spravimo po novem neomejeno količino aplikacij. Če znate vsaj malo angleško, je pri iskanju aplikacij še najbolje prositi Siri za pomoč. Siri, open Angry Bird. Z dvojnim pritiskom na gumb se zvrstijo vse zadnje odprte aplikacije, ki jih lahko posamično zapremo ali pa prikličemo v ospredje. Nič novega porečete, vem, ampak ali ste vedeli, da lahko kar po 2 naenkrat na iPadu, pa celo po 3. Če je sila in je na terenu treba spisati kaj daljšega, lahko v sili na iPhone priklopimo katerokoli Bluetooth tipkovnico. Ali ste vedeli, da ima iPhone vgrajeno vodno tehtnico ali po domače libelo? Kompas preprosto potegnemo v levo. A to še ni vse. Ne le vodoravno, iPhone deluje tudi kot navpično merilo. In za konec še finta, ki smo jo v digitalijah že videli, ampak današnji video brez nje ne bi bil kompleten. Gumb za glasnost na slušalkah deluje tudi kot sprožilec fotoaparata. Adijo!